Da je nepremičnina podzavarovana, govorimo v Zavarovalnici Triglav v dveh primerih. Ko zavarujemo za neko nepremičnino na nek klasičen način z požarnim zavarovanjem, takrat do podzavarovanja pride v primeru, ko zavarovalna vsota, ki predstavlja gradbeno vrednost objekta, ni ustrezna realnemu stanju. Tukaj velja opozorilo spremljanja rasti cen v gradbenem sektorju. Sploh po letu 2020 ugotavlja Gospodarska zbornica Slovenije v svojih indeksih, da se je gradnja kot taka podražila od leta 2020 do danes nekje vsaj za 30%. Ko pa govorimo o zavarovanju dom, tukaj pa nekako strankam olajšamo to breme ugotavljanja gradbene vrednosti. Se pravi, to prepustijo stranke nam, se pravi, mi z tem, ko stranke nam sporočijo velikost kvadrature objekta, ki ga zavarujejo, garantiramo, da smo pobrali pravo premijo in da jim bomo jutri povrnili vso škodo, ki nastane na njihovem objektu. Se pravi, stranke ne rabijo razmišljati o gradbeni vrednosti objekta, temveč morajo samo ugotoviti kvadraturo objekta, ki ga zavarujejo, kar je pa v praksi veliko lažje, kajti stranke dejansko ne vedo sploh, kaj to gradbena vrednost je. To ni tržna cena, to je dejansko cena, ki odraža v bistvu gradnjo tega objekta, ki se zavaruje.